Vsako čustvo, tudi tisto, ki nas boli, nosi v sebi sporočilo. Ko si dovolimo začutiti in izraziti, kar smo dolgo skrivali, sprostimo ujeto energijo in se ponovno lahko povežemo s svojo notranjo močjo. Vendar veliko ljudi še vedno tlači čustva vase, dokler telo ne spregovori namesto njih. Napetosti, nespečnost ali telesne bolečine so pogosto tihi znaki, da se v nas kopiči čustveni naboj, ki potrebuje sprostitev. V tokratnem izbranem pogovoru z Romano Čolić, psihoterapevtko in avtorico knjige Izstopi iz izgorelosti in zaživi sebe, raziskujeva ozadje bolečih čustev in kako lahko prav soočanje z notranjimi ranami postane pot do zdravja, svobode in notranje moči. Romana, živijo, dobrodošla. Pozdravljena, živijo. Ko zadržujemo čustva, se energija v telesu ne more prosto pretakati. Kako prepoznati, kdaj telesna bolečina v resnici izvira iz neizraženih čustev ali travm in kako takšna potlačena čustva vplivajo na pretok naše življenjske energije? Ko čustva niso dobro sprejeta, izražena ali varno podprta, v bistvu njihova energija zastaja, se ne razdeli, temveč v bistvu ostane v telesu. In ko dalj časa zadržujemo energijo v telesu, v bistvu pride do teh energijskih blokad. Dokler nisem sama začela izvajati energijskih diagnoz, v bistvu res nisem mogla verjeti, da je temu tako, ker pač je naš zelo prebrisan, če lahko temu tako rečem, in hitro najdemo izgovore, ne. Tudi recimo za znake utrujenosti, rečemo, saj to je pač normalno, sem imela takšen teden, glava me boli, saj sem imela nekaj skrbi ali pa vreme je takšno, pritisk je takšen, a ne. In pogledamo hitro navzven, namesto da bi pogledali navznotraj, kaj od čustvenega stanja se mi dogaja, kaj mi telo želi sporočiti, kajti vsa čustva, ki se prebujajo, niso naš sovražnik, ampak so res en dragocen vir informacij. In tako kot si rekla, res je, da ko jih ne izražamo, ko ne ovrednotimo ta čustven svoj svet, ko potlačimo čustva, v bistvu zatiramo svojo življenjsko energijo. In to pa lahko potem privede do nekih napetosti, potem kronične utrujenosti, občutka praznine. In v svoji praksi vidim, da na žalost tudi do izčrpanosti in izgorelosti. Ko pa začnemo ta čustva v bistvu sprejemati, si jih dovoljevati, se mi zdi, da se tako ta energija začne ponovno krožiti tudi v našem telesu, energija teče in v bistvu postanemo pretočni iz tega energijskega vidika, če lahko tako rečem. Kaj pa to v terapevtskem smislu pomeni? Pomeni, da nam je lahkotneje, ker pač v bistvu sproti čistimo stvari, ki se dogajajo. Kaj hočem reči čistimo? Čistimo pomeni, da zavedam se, sprejmem, kaj je moje, predelam, najdem način, kako to predelam, kar ni moje, dam naprej, a ne, postavim mejo, poskrbim za sebe. In hkrati dejansko šele takrat lahko, bom rekla čisto po domače, zadiham s polnimi pljuči, ker lahko diham v tistem svojem ritmu in živim iz svojih potreb, ne iz potreb drugih. Torej, te blokade, ki se nam dogajajo, v bistvu se kažejo skozi različne oblike, tako kot sem že rekla, telesne bolečine in ti, a ne. Ampak kako pa v bistvu, ko prepoznamo ta čustva, kako jih potem začnemo tudi nekako izražati oziroma osvobajati, da bi ponovno povrnili stik s svojo notranjo močjo, ker tam je pravzaprav ujeta naša notranja moč, a ne? Res je. Res je. Zdaj, vsaka ta bolečina, kot si rekla, je povabilo k spremembi. In povabilo k spremembi je tudi vsako naše čustvo. Vse, kar mi doživljamo, prepoznamo, to je zdaj ta prva faza, prepoznam, se zavedam, me vabi k spremembi, ampak da jaz grem k spremembi, moram priti do tistega drugega pomembnega koraka k akciji. Kar pomeni, jaz se moram odločiti in si reči, jaz sem pripravljena se srečati s temi občutki. Prepoznati, kaj mi ta občutja nosijo, katera sporočila mi nosijo, kaj je to bogastvo, ki ga skrivajo moji občutki. Je pa res, da je to danes kar težko narediti sam, v smislu,
Zakaj je težko? Ker si premalokrat vzamemo čas za to. In je mogoče fajn najti ali kakšen priročnik, tudi v moji knjigi opisujem prav eno poglavje, je namenjeno občutkom, tudi vaja v tem poglavju podpira to, da si posameznik lahko naredi en notranji zemljevid svojih občutkov, da prepozna, kaj določen občutek v bistvu pomeni, kje ga najpogosteje lahko zaznavamo. Tako da v bistvu so to lahko te prvi koraki, potem pa so tukaj različne stvari. Lahko je to en varen terapevtski pogovor, lahko je to kakšna podporna skupina, lahko je to kakšen prijeten, varen prostor z prijateljico, prijateljem, da se lahko pogovarjam, ali pa enostavno kakšna meditacija, dihalna vaja, da v bistvu si jaz dovolim biti in da mogoče stopim majčkeno iz tega divjega sveta, ki ga danes živimo, kjer rabimo včasih vse imeti poimenovano, ovrednoteno in v bistvu določeno, da mogoče samo stopim sem in si dovolim zaupati. Da tudi vse, kar se mi dogaja, tudi tiste težke stvari, imajo en svoj namen za mene. Mm. Ja, mogoče včasih tudi, čeprav občutimo bolečino, se bojimo narediti korak naprej, ker na neki način zapuščamo cono varnosti, a ne. Zagotovo nam pri tem pomaga pogovor s terapevtom, včasih tudi s prijateljem, prebrati kakšno knjigo, najti informacije, si pojasniti stvari, a ne. Ampak recimo, ko gre zdaj za to preobrazbo bolečine v moč in modrost, a ne, kaj lahko še tukaj sami naredimo, recimo preden naredimo ta korak naprej, pa mogoče s terapevtom nadaljujemo proces. Jaz mislim, da je najbolj pomembno, kar lahko posameznik sam naredi, je to, da prepozna to bolečino in neha od nje bežati. Si dovoli biti z njo, potem pa verjamem, da bo vsak posameznik začutil, kaj je tisti naslednji korak, ki ga rabi. Ali je to, ne vem, dobiti informacije skozi neko knjigo, priročnik, je to, ne vem, nek varen proces, da lahko z nekom predebatiram, predelam, prečutam stvari in pridem nazaj v ta stik s seboj. Zelo pomembno pa je, ja, tako kot jaz res velikokrat rečem, zavedanje in potem dovolj si čutiti, kaj je tisti naslednji korak, ki ga jaz potrebujem. Ker tukaj pa smo vsi različni, imamo različen tempo. Nekdo bo lahko takoj šel v, recimo, ne vem, bom rekla, terapevtski proces, nekdo bo še nekaj časa zdržal s to svojo bolečino, s tem občutkom, probal 1001 način prej preveriti pri sebi, kako se lahko pomaga, nekaj mu bo uspelo, nekaj ne, a ne. Tako da samo dovolj si mogoče potem res začutiti sebe in zaupati temu, kar jaz čutim. Ko prepoznam to bolečino, ne, in ko se odločim, okej, hočem iz bega iti nazaj k sebi, a ne. Torej, vsekakor lahko zaključimo, da pravzaprav bolečina ni kazen, a ne, ampak priložnost in klic, da se vrnemo k sebi in nežno spustimo vse, kar v bistvu predolgo držimo v sebi in tudi odklenemo na neki način zaklenjeno notranjo moč. Točno to, ja. Dejansko je to eno vračanje k sebi, k tistim delom, ki me rabijo, ki so pomembni tudi zame, da jaz lahko res tudi danes zaživim avtentično, a ne. Hvala lepa, Romana.